Kaj se je po vaših podatkih dogajalo v nedeljo popoldne v Dupleški gramoznici? Ja, v večernem času smo bili obveščeni o pogrešanem kopalcu v gramoznici v Dupleko. Nekaj pred 20. uro smo dobili obvestilo, na kar smo izvozili in začeli z preiskovanjem v omenjeni gramoznici. Do teme, to pomeni nekje do 9. oziroma pol 10. ure, nam te pogrešane osebe ni uspelo najti. Bili smo primorani intervencijo prekiniti, nadaljevali smo pa danes zjutraj. Vam je reševanje oteževala motna voda? Tudi motna voda, tudi veliko rastlinja je v sami vodi, kar še dodatno otežuje samo preiskovanje površine oziroma pod gladino. Danes zjutraj se je zbrala večja skupina potapljačev, 9 potapljačev skupaj, ki so začeli zjutraj takoj ob 8. z preiskovanjem lokacije in uspeli relativno hitro odkriti to pogrešano osebo. Pa mi je morda znano, za koga je šlo in zakaj je se utopil? Vzrok utopitve nam ni znan, je pač v fazi še preiskave, šlo pa naj bi za mlajšega moškega, sicer tujega državljana. Koliko časa je trajala reševalna akcija in kdo vam je pomagal? Včeraj cirka 3 ure, danes zjutraj pa so uspeli cirka 1 uri pa pol z intervencijo zaključiti. Poklicni gasilci, 11 poklicnih gasilcev, pomagali so nam pa tudi kolegi iz prostovoljnega gasilskega društva Dvorjane. V tej gramoznici je prepovedano kopanje, zaradi tega, ker pač gramoznica in okolje ni tako urejeno, da bi lahko varno se kopanje izvajalo. Že nekaj let, neke nesreče ni bilo, utopitve sploh ne. Pred leti, morda v 10-15 let, pa je 1 ali 2 utopitve sta že v tej gramoznici bile. Sedaj se največ ta gramoznica uporablja namene ribištva in ribiči tudi nekako spet neuradno upravljajo z njo. Res pa je, da ko so bile zadnje poplave 98. 99. leta, je ta gramoznica nekako oziroma voda v njej postala dosti bolj neprimerna za kopanje, kot je bila predtem. Ta gramoznica od vsega začetka, ko so se razni projekti izdelovali za to gramoznico, je že bila predvidena za tako zvano turistično rekreativno športni center in en del gramoznice se je celo pričel urejati v tem smislu, se pravi na brežine in okolica. Žal pa pač v tej tranziciji Jugoslavije, Slovenije nekako se je to zaustavilo, podjetja so šla v stečaj ali kakor drugače v konkurs in niso s tem nadaljevala. Mi sedaj pripravljamo tako zvani podrobni prostorski načrt oziroma podrobni občinski program, s katerim to območje nekako želimo spet opredeliti za turistično, rekreativno, športno dejavnost, skratka v te namene. Kakšne ukrepe bodo sledili? Po sprejetju tega podrobnega občinskega prostorskega načrta nekako predvidevamo in intenzivno se želimo vključiti ali pa peljati postopke za iskanje potencialnih investitorjev. Vso ta ureditev bo precej draga in seveda zato občina verjetno ne bo imela dovolj sredstva, da bi lahko sama to izvedla, ampak kvečemo skupaj z katerimi investitorji. Še predtem bo pa seveda moral biti izveden tale protipoplavni nasip, kot temu rečemo, ker to je poplavno območje in ta poplavni nasip nekje poteka tu zade. Skratka, voda sedanje gramoznice ostaja v poplavnem območju. Tisti objekti in vsi, ki bojo spremljajoči za to dejavnost, do pa izven poplavnega območja. Po tej nesreči bo se poostrili varovanje ali kaj takšnega? Posebnega, fizičnega, kakšnega drugega varovanja na tem območju ni predvideno, oziroma tudi zelo težko bi ga bilo izvajati. Zagraditi celotno območje, mislim, da že iz lastniških razmerij ne bi bilo mogoče. Fizično varovanje v smislu raznih čuvajev ali kaj podobnega, pa tudi ni predvideno, oziroma ta trenutek bi moral kar dobro premisliti, kako bi se dalo to sploh izvesti, območje je precej veliko in pol bi skoraj rabili, vsaj 12-urno, če že ne 24-urno takšno varovanje. Skratka, na teh območjih tudi drugih gramoznic, tu v severovzhodni Sloveniji, takšne oblike ne poznamo zaenkrat.